Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Pričenjamo s konferenco obvladovanje krhkosti danes za jutri. Moje ime je Branko Gabrojec, skupaj s kolegico Vesno Kerstin Petrič bova moderirala to konferenco. Med nami lepo pozdravljam gospod državno sekretarko Jožico Mavčec-Zakotnik, predstavnico Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji doktorico Darino Sedlakovo in primarij profesor dr. Ivana Eržena, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav tudi vsem drugim visokim gostom, predavateljem in seveda vsem slušateljem. Pričenjamo z uvodnimi pozdravi. K uvodnim in pozdravnim besedam vabim najprej gospod državno sekretarko Jožico Mavčec-Zakotnik. Prosim. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci konference, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni, veseli me, da sem lahko danes z vami, ko razpravljate o tako pomembni temi, kot je obravnava starejših v sistemu zdravstvenega varstva. Staranje populacije predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav. Podpora aktivnemu staranju in predvsem zdravemu staranju je zato pomembna tako za izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva, kot tudi za zmanjšanje pritiska na zdravstveni sistem. Za mnoge starost prinaša odvisnost od drugih, starostno krhkost, oslabljenost in kronične bolezni. Izziv za družbo zato ni več zgolj podaljševanje pričakovane življenjske dobe, ampak zdravo in samostojno staranje. V Evropski skupnosti sta starostna krhkost in oslabljenost prepoznani kot pogost pojav, ki je povezan s fizičnim, kognitivnim in funkcionalnim opadanjem starajoče se populacije in predstavlja vedno večji multidimenzionalni zdravstveni, pa tudi socialni izziv. Podatki kažejo, da naj bi bilo 10% oseb starejših od 60 let in 25% oseb starejših od 80 let krhkih, kar je še posebej zaskrbljujoče ob zavedanju, da starostna krhkost in oslabljenost pomembno prispevata k stroškom zdravljenja. Zdravstvene oskrbe starejših že danes srečuje z mnogimi izzivi. Mnogi bolniki imajo več kroničnih bolezni hkrati. Narašča pa tudi število tistih, ki so odvisni od tuje pomoči in potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Preplet simptomov, krhkost, kompleksnejše zdravljenje, raba več različnih zdravil v istem času pri isti osebi in psihosocialne potrebe starejših bolnikov z več kroničnimi boleznimi imajo za posledico večje število stikov z zdravstveno službo, zahtevnejšo in daljšo zdravstveno obravnavo in večje stroške zdravljenja ter tudi večje stroške psihosocialne obravnave. V zdravstvenih sistemih po svetu že obstajajo programi, nacionalni plani in smernice obvladovanja krhkosti. Proces, ki vodi do starostne krhkosti in oslabljenosti, se lahko upočasni ali celo popolnoma zavre. Zgodnja intervencija in morebitno zdravljenje sta zato ključnega pomena, zahtevata pa širok, multidisciplinarni pristop, ki vključuje celovito klinično obravnavo in preventivo z dovolj telesne dejavnosti, ustrezno prehrano in psihosocialno podporo. V Sloveniji trenutno še nimamo vzpostavljenega sistema, ki bi zagotavljal sistematično prepoznavanje in najbolj optimalno oskrbo pacientov, ki so krhki, multimorbidni in izpostavljeni tveganju za razvoj nezmožnosti ali izgubo samostojnosti. Verjetno pa veste, da je predlog razvoja geriatrične medicine v Sloveniji opredeljen v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do leta 2025, skupaj z Družbo zdravja, ki jo je sprejel Državni zbor. Resolucija predvideva aktivnosti na področju zagotavljanja celovite geriatrične obravnave krhkih in multimorbidnih pacientov ter aktivnosti za umeščanje geriatrične obravnave v zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvenega varstva in zagotavljanje povezovanja s socialnim varstvom za boljše prepoznavanje
in zadovoljevanja potreb po tovrstni obravnavi. Med ukrepi za razvoj geriatrične medicine v Sloveniji so predvideni vzpostavitev geriatričnih oddelkov in drugih oblik geriatrične obravnave na sekundarni ravni zdravstvenega varstva, na primer ambulante za obravnavo pacov, potem priprava smernic in protokolov za obravnavo krhkosti oziroma ogroženosti za razvoj nezmožnosti in izgube samostojnosti, ter usposabljanje za izvajanje teh smernic. Potem zelo pomembno tudi zasnova protokolov povezovanja zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja teh pacientov v domačem okolju ter priprava smernic za vzpostavitev individualne preskrbe zdravili, vključno z njihovo dostavo in skrbjo za varno in pravilno jemanje za krhke in multimorbidne paciente, tako v institucionalni kot domači oskrbi. Današnja konferenca je eden od pomembnih korakov za uresničevanje zavez iz resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do 2025. Veseli me, da se v prizadevanjih za boljšo obravnavo starostnikov povezujemo tudi z drugimi evropskimi državami v projektu Advantage, katerega rezultati bodo služili za pripravo enotnega evropskega modela preprečevanja krhkosti. Takšno sodelovanje vidim kot priložnost, da to, kar razvijamo v Sloveniji, predstavimo in preverimo v širšem krogu strokovnjakov evropskih držav in hkrati oplemenitimo in nadgradimo z njihovimi izkušnjami. Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vodji pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, gospe Darini Sedlakovi, za strokovno in organizacijsko podporo, sodelavcem iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vsem strokovnjakom, ki prispevate in boste tudi v prihodnje prispevali k razvoju na tem področju v Sloveniji. Želim vam uspešno konferenco in plodno razpravo. Hvala lepa.